to sprojecirati na to, ker jaz jasno nisem nikoli učil, ne? Imam pa tukaj in zdaj so eni z mano v biroju že toliko časa, da obrnemo malo vlogo. Ker so začeli z mano kot študenti, sem vsako si izmislil razvil od tega blata naprej, ne? Pa so se mi vključili samo za pomoč, da mi pomagajo prebiti se skozi papirje, birokracijo pa to. Zdaj so pa že toliko časa z mano, pa to, kad so bili z mano, ker jaz jih dejansko vodim pa čisto na vsako predstavitev naročnikov, pa tudi na gradbišča, pa praktično na vsakem projektu je eden z mano ali pa več in ti shod z mano vse, ne samo, da bi tle sedel ampak da vidi cel proces ampak da od začetka do konca. Da je dejansko na vsaki predstavitvi z mano pri naročniku, na gradbišču, na izboru, za izvajalko. No in probam zdaj to primerjati in dejansko je določena podobnost. Ker tako, kot ste vi rekel, za to jedro, mi delamo samo hiške in moj trigger so hodniki. Hodnik, in ko mi prvo, in pol je zdaj to obrnil, jaz rečem, zdaj pa ti prvo nariš, pa se pa usedla, pa vas skupaj gledala. Najlepše, da ga ni, ne? Kako? No, tako in pol pride prva in jasno, hodnikov še pa še, sicer s fakultete pridejo zelo lepo naučeni obrazložiti, zakaj to je, ampak je tako dosti transparentno, da ni, kakšna stvar. In pol jim pobarvam z rumeno, vse tole, pa tole je efektivno hodnik, dajmo to manj. In je točno to, pustiš, da se, mislim, se mogoče za koga, ki ne bi bil ta prav, ampak taki tak boš, da gre, bi to zgledal surovo. Ampak tiskaj pa ta prav, ker to preživeč, ker se vsi smo bili taki na začetku. Ti si mislil, jaz vem točno kakšno narisal in si imel že hišo v glavi in si to narisal in če se to ni išlo, pol je bilo vsega konc. Ker če ti ne razviješ te sposobnosti, da obrneš malo, potem nič ni. Se pravi, ti moraš vedno, pri vsaki stvari moraš iti out of box. Točno to. Pri vsaki, najmanjši. In jaz jih tudi spodbujam, daj probaj še to. Pravi, se tle ne bo šlo za tega. Sem rekel, nared se, kada tega, kar so zdaj delala, teh 5 variant ni, probaj, kada je ta predpisana, pa jo razvij najboljš možno. Sej, ponavadi res pol ni nič, ampak nikoli pa neš, kje bo pa prišel pa in detaljček, ki se bo pa obnesel, ki ga boš pa lahko drugam obnesel. In je to je v bistvu teža, muka, trpljenje, ampak je tudi največja lepota po mojem tega našega procesa. Vse to je tudi. To je tisto, kar te v bistvu, to je kot, zakaj grejo eni gor, ne vem, teč v hrib, ali pa kolesar tam, zakaj? Na koncu je res muka, ampak na koncu je eno zadoščenje. Tako je. Tako je to pri nas. In tukaj, ker si tukaj v blatu, pa meni doskrat, mislim, ne doskrat, pravzaprav vedno se mi zdi, tle, ko pridejo, so navajeni že takoj. Prvič, ko se dobimo, že je klori, že vse štima, kuhna, WC, pa to se rekel, daj ti na nekem čist bolj abstraktnem nivoju vzem, evo, zato vam tlele, koliko je to? Koliko je to B? 7B, 8B. Vzem tak svinčnik, ki je čopič, da ne bo točnosti, da boš, pa da ko boš potezo potegnil, bo imela čist drugo konotacijo, da boš misel razvil, da boš zgodbo. Vse to je zanimivo, Ravnikar, ne? Ravnikar Mihelc, ne? To sta bila 2 stebra, ne? V fakulteti. Ampak, stvari so potem pedagoško pa bile mečkano različne. Že vprašanje grafike. Pri Mihelcu se je risalo od črte do črte, od vogala do vogala. Pri Ravnikarju se je risalo preko vogalov. In če si ti pogledal od Ravnikarja neko od Ravnikarja, rečemo, na tečajni projekt, je ta bil množico enih črt, ki so se nekje zgoščevale, nekje ne, rečemo, ne vem, da bi rekel takole, pa takole, pa je to zdaj, naprimer, nek trg, z nekim vodnjakom, pa to so neki ljudje, pa to so neka
to in to in to. In ti v tej megli, noter si zaslutil neko, skoraj bi rekel, atmosfero tega. Atmosfero tega. Hkrati pa ni bilo tako določeno, da bi naprimer natečajna komisija, če vam to poslal na natečaj, rekla, viš, to pa meni ni najbolj. Zato, ker ničesar ni bilo. Ne? Je atmosfera, ampak hkrati nič ni. In to se mi zdi, ko greš gledaš, naprimer Rubensa, ne? Čipke. Ena dama v črni obleki, pa bele čipke. Te čipke so takšne, da bi ti prijel, pa bi dvignil. Ampak, ko se približaš, vidiš, da je vse kar nič ni. Ničesar ni. Ne? Se pravi, v razliku od enega res diletanta, ne, ki nariše vsako čipko k sebe in teh čipk ni, to je samo neka narisana čipka, ne? Je tudi tukaj pri arhitekturi, ko ti snuješ, in tem je razlika med računalniško risbo in pa risbo na roko, da na roko risba je fluidna, odpira stvari, računalniška jih zapre, je dokončna. Pa zdaj se poskuša potem, da daš program, pa ti ono malo zmečava, je takšen fake, ne? Tako da, to, da ti ta obred neke mize z rajšino, ko ti prvo črto potegneš, si ti sprožil en miselni proces. Ta črta ima neko svojo razsežnost, pomeni ali horizont, ali pomeni začetek nečesa, in ko ti to gradiš, ni grajenje iz točke na točko, da skačeš tam piščanc, ne? Ki zrne zoba, ne? Ker moraš točno vedeti, da bo šel do one točke. Tu še nič ne veš, tu prepustiš stvari in se to zdaj malo megleno, to nekje malo zaostriš, tu bi malo zaostril, in ima sočasno pogled na celoto in na detalj. Pri računalniku pa sem se naučil, zdaj kar dobro delati, moraš skozi skakati, vajem pa zumeš, ampak tega vtisa celote nimaš in ta celota, ki jo ti gradiš fizično, ki je tvoja izkušnja, fizična izkušnja si zgradil, ona se tako vgradi vate, kot notranji landscape, notranja podoba tega, da ti ne rabiš na gradbišču več nobenega načrta. Ti imaš to zgrajeno popolnoma noter, tako kot tisti 3D, ki ga sučeš tam v računalniku. Ampak tisti je risba 3D-ja, v tebi je pa resnični 3D noter. Se to je tako kot s knjigo. Ko knjigo bereš, si ti sam ustvarjaš podobo, slike, vse to. Zato je dostakrat pa greš pa gledati film posnamljen po knjigi, katastrofa, razočaranje. Dostakrat se to zgodi, ker ta ti pusti vso to svobodo domišljenja. Se ne bi mogel bolj strinjati. Če ti tukaj prehiter to zapreš z nekim, že na roke preveč točnim tlorisom, kaj šele računalnikom, je konc. Zato jaz le forsiram. In to je bila ta Ravnikarjeva risba, ne? A veš, in ročna, in potem tudi, ki so jo potem tudi te njegovi, naprimer, Bonča, ne? Bonča je imel tašne lepe načrte pa to, ne? Čisto enostavne, ampak fluidne, ne? In tudi zadnjič je bila neka razstava v banki teh načrtov za IZTR, ne? Oziroma za Trg Republike, ne? Ko se videl tiste detalje. Ne? To je poezija. To je že grafika. Ti si videl poetičnost detajla skozi to risbo. Florjančič je znal na ta način tudi. V pismo. Ne? A veš? Se pravi, da ti že tam kontroliraš. Zdaj pa mene srce boli, ko vidim te puste risbe pisma. Lej. Ti moraš tudi začarati investitorja. Se on mora stopiti na tvojo stran.
Ti ga moraš začarati. Ja. On mora gledati. Ne? Ja. Ne pa, da mu prineseš tam ene kosti suhe. Nima kaj glodati, ne? Ja. A veš? Ja. No, ampak glej, zdaj, dobri biroji in dobri arhitekti obvladajo vse. Vse v smislu? Od tega, kar sva se pogovarjala, ustvarjanje koncepta skozi skico, skozi razmislek, do tega, da potem tudi zna vsaj kontrolirati, potem obdelavo naprej z orodji, ne? Verjetno tudi za umetno inteligenco, še vedno bo nekdo mogel izmed tega zbrati tisto, kar gre skupaj. Ne? Veš? In da ima potem, da toliko obvladuje tudi sodelavce, ki so za posamezne stroke. Veš? Nazadnje, ti kot arhitekt se ne moreš ukvarjati z BIM-om, kot arhitekt, ki kompleks delaš, ker te bo povozil. Ne, če imaš neko večje, ne imaš večji objekt. To je specialist, to so, tako kot so bili včasih tehnični risarji. Jaz se spomnim, tam moj oče je bil v tem biroju, kjer so bili kot smoti, ne, Branko, pa Ivan, pa Humek v Mariboru, ne, komuna projekt. In sem tam, vsako počitnice sem tam visel, ne. Tam je bil arhitekt, on je imel enega tehničnega risarja, ne, ali pa tehnika, tiste rešine, on je hodil od mize do mize in on se je ukvarjal z arhitekturo. Vse on se ni ostavil. Tam ostali so se ukvarjali s financami in so se ukvarjali z nekaj odpisi pa to. On je pa se ukvarjal z arhitekturo. Ne. To danes, žal, si težko, marsikdo se ne more privoščiti. Sploh, če si manjši, moraš potem kar malo tudi sam kakšno stvari prevzeti. Mi se 50% se ukvarjamo z horizontalno kanalizacijo, 50% pa z birokracijo, ostalo pa z arhitekturo. A veš, in zdaj, seveda, posel je pa naš prelep, ne, če ga vzameš, to, kako preliti željo investitorja pa njegove potrebe v nekaj, kar je štimunga, kar je delo arhitekta. Ker če bi lahko bil tudi, ne vem, sistemski tehnik ali pa ne vem kaj, ki bi pač kombiniral elemente med sabo. Ne? Ravno sem eno od teh predavanj, ko sem rekel, da jih poslušam takole. Ne? Koga to poslušaš? No, kar povedi. Tam napišeš, naprimer, angleška predavanja v angleščini, ne, o arhitekturi, različne teme. Naprimer, da bi rekel, vpliv umetne inteligence, pričakovanja, kakšna bo to arhitektura, potem etika, potem to estetika. In drugim je tudi odnos med dizajnom in arhitekturo. Ne. In prav, že po kompleksnosti nalog, če pogledaš, koliko deležnikov je vpletenih v neko odločitev na polju arhitekture, jih je mogoče, ne vem, 90%, ti pa si imaš 10%, ne? Pri dizajnu je mogoče 95% tvoja, pa 5% od ostalih. Se pravi, zdaj pa vplivnost tega, ti tudi delaš strukture, ki so stalne, pa ne vem kaj, se pravi, odgovornost je tukaj mnogo večja kot tukaj. Ne? Tukaj je potem politična odločitev, ne? Ali pa tržna, jaz bom to reklamo vzel, ali pa to podobo, pa ne vem kaj. Tukaj pa mnogo večja odgovornost. Ne? Bo pa nekaj ostalo za zelo. Ja, tudi to je navadno neka proizvodnja, to je neka dejavnost, to je nek program in tako dalje. Ne? To je pa samo še imidž. Ne? Zdaj pa seveda, ti si pa v teh obeh vlogah na nek način. Ne? No, ampak še nekaj zanimivo, ne, pri tem pedagogiji, če govorimo, ne. Da, kar je problem, ki sem ga zabeležil tudi pri naših študentih, ne. Da ti imaš dvoje vrste razmišljanj.
imaš to vertikalno, ne? Ko greš direktno do cilja, štartaš do cilja, to pomeni, da veš, kaj hočeš, pa to lateralno, ki pa razpršeno, ki iz nečesa, kar zdaj že veš, to razpršiš v množico dvomov in možnih rešitev. Ne? To pomeni, da ti kot arhitekt običajno začneš s tem lateralnim. Ne? Tukaj jaz vedno predlagam študentom, preberite De Bona, ne? Lateralno mišljenje, knjižica tašna za zvečer in ti spremeni življenje. Ne? Vidiš, da nisi, ker če si šel arhitekturo študirati, pa če si ta pravga testa, nisi čist običajen. Ne? Ja. Veš, prideš na fakulteto, si prišel na osvojeno ozemlje. Tisto, kar so te prej kaznovali, si zdaj nagrajen. Riše skozi, ne? Ja. Ne? No in ta De Bono, tam pri lateralnem mišljenju prav, ne? Da lateralno mišljenje pomeni neko sanjarjenje, ker ne sme biti nobene barijere, nobene omejitve pri tem sanjarjenju, ko iščeš neštete možnosti nečesa. Tudi takšni, ki se zdijo na prvi moment mogoče popolnoma nemogoče ali pa brezsmiselne, jo ti vržeš, ne? In potem počas iz tega vidiš neko smer, v katero bi lahko hodil. Ko to najdeš, greš iz tega lateralnega mišljenja, tega razpršenega, greš v vertikalno. Rečeš, zdaj pa vem, to je moj cilj in to se pozna na arhitekturi, tudi pri študentih, pa tudi pri nas, to je faza razmetane sobe in razmetane mize. Vsaka stvar, ki je razmetana, je lahko spodbuda za neko misel. Tu ne sme biti prazne mize, ne? Ker tam ni nobene spodbude. Ampak potem, ko si se ti pa odločil za cilj, navadno potem pospravimo mizo, ne? Ja. In se lotimo reševanja naloge k cilju. Ta je pa usmerjeno k cilju. Zdaj, problem je, da to ni, rečemo, da en mesec boš tako razmišljal, potem pa en mesec boš tako delal. Včasih se to dogaja vsakodnevno parkrat. Ker tudi, ko ti koncept že nekako razpucaš, pri vsakem detajlu je enako. Ti moraš zopet iti v razpršenost, da bi potem, ko si prišel, se odločil za eno od teh variant, da gre zopet v to ciljno. Ja. In to ljudje, ki so občutljivi, notranjo, ki imajo to občutljivost, ne vzdržijo. In jaz sem imel v praksi kar nekaj primerov, da sem hodil, rečemo, na polje korigirati. Ker je bila kriza tašno, da... Če se ne vzdržijo? Tega psihološkega pritiska, tega skakanja iz varnosti v nekaj, kar je, kako se pravi, negotovost, negotovost. In ljudje, ki rabijo gotovost, ki rabijo stabilnost, ne, jih je to psihološko zlomno. Sam pa itak ni za arhitekturo, ker jaz mislim, da to se ti itak mora dogajati. Vem, sam problem je v tem, jaz sem rekel, on je bil v 3., 4. letniku, kaj zdaj? Ja. Sem rekel, nekako sem si zadal v teh situacijah skoraj za eno tako moralno dolžnost, da ga pripeljem do diplome, tudi če ne bo arhitekt. Ja. Ampak ne bo vrgel 4 leta stran. Koliko pa jih je arhitektov od teh 100%? 10%. 10%. Ja. Se pravi, če bo en tudi... Ne? Ampak najhuje pa to, da ti nekje v 3. letniku ali pa 4. ali pa celo potem 5. ne narediš diplome in ostaneš za celo življenje en zagrenjen član te družbe. Ne, resno. In zato sem jaz imel prav spisek ljudi, ki niso končali diplome.
In sem jih vsak toliko časa klical po telefonu, se ko poslušajo, ti ne prišel diploma delati. Ampak pogoj je bil ta, sem rekel, gledaj, ti moš za 1 leto prekiniti, vzeti kredit, ne vem kaj, ker ti iz tistega okolja ne boš naredil diploma. Ti si noter že tako v nekem praktičnem, rečem, da je bil nek risar noter v biroju, da ti moš nazaj se adaptirati v to, rekel, bolj abstraktno okolje, ker tam boš, ampak ti bo koristilo tudi v tem, kar danes počneš. In dosti je tašne. Ki so prišli nazaj tako. Rečemo tudi tale Maja, ne? Iz Malta, ne? Ja. Ne? Ona, 10 let po diplomi. Sem cuknil in je naredila diploma, je res delala in vadila, ne? Ja. In to nas večkrat pove, tudi tako, ko se srečamo, tudi drugim pove, ne? Kako sem jaz v resnici ven cuknil, ker je bila prepričana, da ne, pa dobro, ni projektant, ampak je silno koristna za stroko. Ja. Tako bi pa bilo celo življenje tista, veš, Madonna, ne, pa še tista diploma. Zato, ta skica mi je blazno zanimiva, zato ker nikoli nisem pomislil na to, ampak totalno pooseblja to, kaj se na moji mizi dogaja. Ja. Moja miza je več kot za 2 te doma velika in je res kar polna, povsod kaj. Ja. In kaj še bi rekel, da res delam v neredu, ko je ta faza, ne? Ampak ko se mi nekaj izčist, grem jaz na to stran, pa tlele mal vse flomastre, pa vse barvice, da si tako malo razpucam, pa natrgam skicirne liste, zdaj bomo pa ščisto. Pa kaj treba spet kaj, grem pa spet na to stran. To mi je res, pa nisem nikoli pomislil, da je to povežen z mišljenjem, ampak to je točno odraz tega. In zdaj, gledaj, to je po mojem tisočletja v delu arhitekta isto. Tisočletja. Zdaj si pa to ti spravil na ekran. Ni več zgodbe. Ekran je zadnja stvar. Jaz, gledaj, za biro, vsako stvar, ki jo delam, grem domov in naredim makete. Ja, evo. Jaz jih skozi delam. Skozi delam makete, za vsakega klienta, za to in to. Tako. Pa so mi od začetka rekli, že malo otroče, zdaj pa vidijo, kako je to pomembno. Kako je pomembno. Ampak sem stanil tudi, ki je maketa, ki sem jo delal 3 dni, jo raztrgam in jo tamle pred klientom popraviš, spremeniš, tako, ker ni, to je delovno orodje, to ni zdaj zato, da bo šlo na razstavo. To mojim sodelavkam jaz govorim, ker moje so itak veliko bolj pocaste, ker njihove, ampak že tako po naravi stvari, ker jaz projike delam, trgam stran, pa to pa oni naredijo, evo, to je v nulo, ne. Ampak recimo moram tam odvaditi, tista spodaj, tisti skedenček, ne, moram odvaditi, ker zdaj je začela že rezati si te koščke na rezalnik. In tisti je že konc. Ni to poanta v tem, da si ti koščke narežeš. Poanta je, da jih režeš na roke, ker jih boš potem sestavljal. Vse za to gre, ne? Ja, to so, ne? In če ti to odzameš, zdaj na šoli je, zdaj sicer tole se dela še vedno ročno, ker se mi zdi zelo pomembno, da so šli nazaj na makete, da niso samo na 3D tiskalnik. Če že na 3D tiskalnik, jaz bi rekel sestavne dele. To je to. To je tipičen primer, je ta spodaj maketka, ta hiška, so sestavni deli na laser zarezani. Sam že tist laser, ne, ker ti odrežeš. Je preegzaktno. To je pravim ta Ravnikarjev način, ki je fluiden, pa Mihevčev, ki je bil konkreten. Tam so vsi tlorisi bili definirani do konca, vsaka miza in tako dalje. Ravnikarjev je pa bilo oblak. In to je bila bistvena razlika. In tudi med sabo smo se malo študente potem dražili. In Ravnikar je do konca
se pravi, mi smo vedno oddajali na pošti, tako da so nam še žig nazaj dali, ne? Ker je zadnji dan spreminjal. Ampak spreminjal je bilo enostavno, ker se ti v tem oblaku nekaj spremenil, pa on v tekstu. Ne? Tule nisi mogel kaj spremeniti. Zato, ker karkoli bi iz tega živlel, je takšen tehnični problem, da to ne moš obvladati v eni uri. Ne? In zato so oni končali navadno 3 dni prej, pa so rekli, mi smo pa že oddali, pa to, ne. Sam nikoli niso nič dobri, mi smo pa dobri. Ne? A veš, ampak to nič ne pomeni, ne. To sam pomeni različna metoda, različen pristop. Ta odpira, ta pa že zaključuje. No, ampak tudi to mi je spet zanimivo, ker jaz sem bil, jaz tudi mojim skozi govorim, daj to čez potegn, da bi škod, da gre nekaj čez. Ne. Nisem pa nikoli znal, tukaj imam celo vprašanje za vas, ta razlika med obema tema strujama, šolama, pa to, in to ste vnaprej povedal tako, zelo clear. Ne. Moja mama je Mihevčeva šola, Lajevce pa Ravnikarjeva šola. Tako je. Ne. Ste grafike različne, ne? Grafike in mama je zmer, pa daj, to moraš rešiti, ona je takoj začela neko stranišče reševati, pa to, pa pa je bilo vse tako, ne? Smo pa tam hotel na Bledu risali, je bilo pa... Jaz sem rekel študentom, ti moraš zdaj narisati ta kvadratek, ne? In zdaj imaš nek trikotnik in zdaj, ne? Če pa ti rečeš, zdaj si te predstavljaš, da mora avion na tale letališče pristati. Kater kot je zdaj to? Kater kot je zdaj to? Če pa ti rečeš, to so lučke, pa to dol so lučke, pa to so lučke, potem je pa nedvoumno, ko ti letiš, naprimer s peresom, in prestaneš. In pristaneš. In je to egzaktno. Tule nokter so pa vedno nek. To je cela filozofija, to so tudi kako si narisal, ne, rečemo, imaš nekaj, rečemo, s Koželom so to potem razvijala še celo doktrino, ne. To je nekaj, kar ni del mize, ampak je stol, ki je priključen mizi, ker če bi pa bilo takole, je pa to del tega. Ja, seveda. In cela logika, naenkrat v množici teh črt, si vidi, da je ta logika, kaj je priključeno, kaj gre mimo, kaj je zaključeno, je odigrala popolnoma. Ne? Ja, točno to, seveda. Če rišeš mizo, če boš hotel stol tle narisati, pa ne boš šel čez, ker bo noter, ne. Seveda. Ja. In tako, ne. Ne, se pravim, to so zelo zanimive stvari, ne. In tudi ta pedagogija, ne, veš, mislim, ker potem fakultete Juri, tudi... Prosti, mi daš malo papirja tamle, tega šmer papirja začečka, kar si v šop zagrab ali pa bomo že ločili. Lahko tega pa še vse, kar je pod njim. Tako, pa bo že si najdla, jaz to malo šparam stare, da Ker mi imamo... tega narava, to je skica. Imamo... Tega se nabere, ampak imamo pa tudi kaj belega, ne. Veš, na univerzi so skozi, ne, te dileme, ne, etika, univerzitetna, strokovna etika. Ne? Zdaj, če vzameš univerzo, ne, pa gospodarstvo, neko firmo. Univerza razvija znanje in etično je, da bi to znanje, ki bo v korist celemu človeštvu, ne, novo znanje, da se bo razpršilo čim prej po celem globu, ne, po celem svetu, ne. Ja. Brez omejitev, v vseh, in v gospodarstvo, in v druge univerzitetne okolje in tako dalje. Zato imaš te članke, ne, to je prav
temu se pravi diseminacija, te članke, ki povzamejo takoj tvoje rezultate nekih raziskav, nova odkritja in tako dalje. Zdaj, seveda to lahko financira družba, država, ali pa so neke svetovne fundacije, pa ne vem kaj, z namenom, da pride do čim prejšnje implementacije tega znanja. Ja. Gospodarstvo, obratno, ono razvija neko znanje zato, da bi imelo patent in da bi skozi to patent iztržilo nazaj tisto, kar je vložilo v to novo znanje in da bi imelo nek monopol do momenta, ko se lahko to potem neko generično znanje razvije, ker ga lahko potem vsak uporabi. In tu je zdaj problem, da univerza običajno nima dovolj denarja, ali pa družba nima dovolj denarja, da bi podpirala univerzitetne raziskave. In so potem tu eni kompromisi, da gospodarstvo sofinancira neko raziskavo, vendar si potem naredi en bonus, da pa rezultati jih najprej ono uporabi, da izpleni čim več, in je potem moratorij na te javne objave, in tako dalje. In tukaj, viš, v tem noter, v tem krogu, tem etičnem primežu, je srž problema, koliko lahko ti greš za gospodarstvom, koliko ne, koliko gospodarstvo lahko zahteva, koliko hitro se to zasuče in tako dalje. Seveda, Amerikanci so najbolj pametni, od vseh. Oni so tudi na umeten način tako dvignili rangiranje svojih univerz in pa znanstvenih revij, da objava v takšni znanstveni reviji v Ameriki je osnovni kriterij tudi za vse evropske univerze za habilitacijo, da ti se boš lahko habilitiral, če boš objavil svoje izsledke v ameriških revijah. Kaj to pomeni? Da ti daš zastonj vse znanje. Vse znanje daš zastonj. Kaj? Kako so to naredili, da so glih njihove revije toliko pomembne za habilitacijo? Tako kot na naši faksu, včasih. Kakšen študent, profesor so zelo precenjeni, ki se postavijo tačno visoko vlogo in potem se veš. To postane potem resnica. Ameriške revije so postavile s tem, da so rekli, objava v naši reviji pomeni 4 recenzijske skupine, 3., 4., skoraj nemogoče noter pride. Medicinci imajo s tem probleme, Veš? Oni pravijo, vsako leto 30 člankov, objavimo. Zdaj pa cel svet na teh 30 člankov. Štarta. To pomeni, pri nas je bilo tako v seminarjih, so bili seminarji, kot si prej omenil, ki so jih vodili posamezni profesori. Ja. In je bilo rečeno, da študenti svobodno izbirajo svojega mentorja. Potem je pa prišel en od novih profesorjev pa rekel, jaz imam pa spremni izpit in samo 5 ljudi spremem. To je bil naval totalen in on je lahko samo zbral ta boljše. To je tako. Intern spremni izpit je naredil. Intern spremni izpit. No, to pomeni, da je kaj, moral pa že biti toliko prepoznan ali pa neki čislan. Ni nujno. Kaj, ker sam se je... Ti napišeš strok spremni izpit, spremem samo 5 ljudi. Vsi fajteri boš šli tja. Ker, čakaj, glej, tam, če si kaj bo, kako? Zdaj boš šel, Zanimivo. In to je isto, ti si postavil tako visok kriterij, ki ti daje ceno. Tako kot, danes ljudje kupujejo avtomobile, ali pa en moj kolega, pa ne bom ga imenoval, sem bil enkrat v Platani
na eni kavi, pride njegov klient, čisto razburjen. Prav, poslušaj, ti si računal za mojo hišo, prav, rečemo 45,000 evrov. Pa je iz projektu, ko to se seda, on pa 60,000. Ne, to je kot češ, jaz imam iz BMW kot ta, vendar ta je dal za njega 60,000, zdaj v čem je on boljši? A zdaj sem jaz slabšega kupil. Tale tudi trzno ni, ampak je rekel, ja, še nisem pri tebi zunanje ureditve računa. Ker v tekmovanju, v teh družbenih lestvicah morajo biti stvari drage in nedosegljive. Pri teh dragih avtomobilih je tako, to rečemo malo poznam, ker mi to nekdo pripoveduje, da ti čakaš 3 leta na model, ampak šele, če si njihov resen kupec, ki boš zamenjal onga ali pa še dopolnil to in to, ja. In potem ga ne smeš prodati 2 leti. Ne smeš? Kako ti? Ne smeš. Ne, ker je samo za tebe. Tebi in potem seveda teh par, teh 3-4 teh avtomobilov, to se prodaja brezkončno. Ker je narejena omejitev, selekcija in potem ta pravi, te, ki se morajo pokazati, on ne more to dobiti, pa naj stane, ko hoče. No, in to je ta zgodba tudi z ameriškimi revijami. S temi revijami. In se potem so res dobre, se razume. Ja, seveda. Ampak postavil je to, zase to je ceno, on si jo je postavil. Vse to je skrivnost tudi v naši stroki, da neka družinska hiška, tam mi eni pripovedujejo, te moji klienti, nekdo pride pa hišo naročil. Danes, če hočeš, da je to en projekt, ki je dostojen 20-25 tisoč. Če hočeš imeti vse deležnike, 15, jedva, pa pravijo, ja, tam imam eno arhitektko, ona to naredi za 2,5. Pa rečeš, ampak ima to noter, pa to, pa to, pa to. Ne? Zdaj pa seveda so pa fantje, ki pa računajo 60 tisoč. Pa jih dobijo. Ali pa 70. Ne? Ja. Zato, ker je postavil to ceno. Zdaj, kje je pa ta skrivnost? Kako to narediš? To bi pa mogli imeti management, na fakulteti. pa ne vem, psihologijo, tržno, pa ne vem kaj. Ja, jaz mislim, da tole ne pride čist iz nič, Čist iz nič ne pride, Ja. Iz nič ne pride. Je pa res, da tist, ki dosega neko ceno, je pa sta zopet 2 kategoriji. En, ki je res tako dober in je tisto vredno, ker en dober projekt je vreden tega, je on primerljiv z nekim projektom narejen mogoče v Nemčiji, da ima res vse sestavne dele, vse premišljeno naprej in to, kar si ne moreš reči, za 10 ur se to ne moreš privoščiti, ker to je neizmerno to dela noter. Pa tisti, ki pač imajo samo ceno. Tako kot, V bistvu s tem cenami je tako, Jaz mislim, da za veliko denarja je točno tako, kot vi pravite. Lahko dobiš kvalitetno, lahko dobiš pa nekvalitetno. Ja, tako. Za malo denarja lahko dobiš pa samo nekvalitetno. Samo nekvalitetno. Ja. Razen, če bi nekdo kot začetnik začel, ampak potem moraš še položnice plačevati, pa ne vem kaj, pa to mogoče enkrat, 2-krat naredi. Tako, pa če je to dobro naredil, boš šel gor, če pa ni Če dobro pa ni- naredil, boš šlo pa itak. Ne, pa tudi, če je dobro naredil, pa ne bo imel potem naprej. Ja. Puša, Ampak jaz mislim, da če ne? nekaj dobro Če je dobro, narediš, potem se
Vse ko prej. V neki točki se po moje odločiš, a boš recimo tle 2008 pa pol 11 pa to, je ta kriza. Se je lepo videli, kako so eni, ki niso imeli nekega drugega, pa ne arhitekturnega, ampak nekega drugega znanja. Najlažje je ceno spustiti. Ja. Ampak to je pol dirka. Ja. Spirala navzdol. Navzdol, ja. Če pa ti takrat, ko si v takem, ne da ceno spustiš, ampak jaz to mojim pravim, mi moramo pri vsakem projektu pokriti narediti svoj strošek. Za to, kot smo plačani, pa naredili bomo še nekaj več. Ja, tako. Ta nekaj več je za nas teoretično zguba. Ampak naslednji, ki bo prišel, bo videl, tole je bilo narejeno in bo plačal plus še ta nekaj več. Pa ti spet narediš ta nekaj več in tudi je pa pol pa ena taka pozitivna špirala, ki te gor vleče. Ti moraš reči, so projekti, tudi je odvisno od srečnega trenutka. Ali te naloga zelo hitro nekako steče, in imaš pri njej same zelene luči kot semaforji, do konca. So pa naloge, kjer so same rdeče luči. Ampak ti rečeš, tako kot imam pri nekem plus, bom to mogoče imel minus, ampak če je to še vedno v teh plusih en rast navzgor, ali pa tendenca navzgor, sem lepo preživel. Točno to, ja. Bogat pa, zelo bogat pa s to stroko težko postaneš. Ja, to je pa dejstvo, ja. Imaš pa veselje. Veselje pa je neizmerno. Jaz mislim, da lahko, če delaš, solidno živiš, sigurno pa ne boš že premožen, je vprašanje, bogat pa sigurno ne. Pa tudi tako, zadoščenje je pa veliko. Jaz sem včasih se pohecam, ampak sem čisto resno mislil. To ni za javnost, pa bom rekel, da je. Za javnost, vse je za javnost. Ker lahko moje simpatije to poslušajo. Meni je včasih bilo na počitnice pravzaprav kazen. Maj me je čakal en krasen projekt na mizi. Ker sem videl, tako sem ga imel, da bi ga, ker to je slast totalna. In tam sem ždel na tisti plaži, pa na silo poslušal nekaj knjiga in nič delati. Moral nič delati. Lej, tako da tudi rečem, če bi jaz imel več denarja, pa nisem bil normalno, normalno sem živel. Ampak če bi ga imel več, bi ga mogel trošiti. Ko bi ga trošil, ne bi imel časa za delati. Ker bi mogel hoditi okoli, uživati, tretje, četrto, neko radio bi tam mogel rihtati cel čas, pa ne vem kaj, pa menjavati skozi avtomobile, pa ne vem kaj. Veš, tako sem pa, jaz se spomnim, bil sem kot nek gostujoči profesor na Oxfordu, in lepo, takrat je bila še Adria, Adria. Avionska kompanija. Ti si šel lepo na Brnike, tam ni bilo nobenega kontrole, pa to. Ti si prišel v zadnji moment na avion, enkrat se spomnim, rekel Koželj, če si Jack, prideš zadnji na avion. In šla sva pa v Barcelono in jaz sem imel gužvo na cesti in sem tajnici na fakultetu telefoniral, dajte klicati tja, da ne me počakajo vsaj 5 minut, da jaz pridem na ta avion. In dejansko, avion je že na pisti, mene so pripeljali z onim avtomobilčkom do tja, da sem šel noter v avion, tam je Koželj na prvi vrsti sedel, takole, in sem rekel, Koželj, daj, se vidi, da je frajer, ne? No, in jaz sem bil
do nedavnega prepričan, da je tajnica klicala. Ni klicala, čeprav mi je rekel, da je, ne? Ampak zdaj mi je povedala, ne, ampak zamuda je bila. Ker sem pa imel zgodbo, kako celo so počakali. Pa niso gejta zaprli in so pustili. No, ampak zdaj ta Oxford, ne? Ja. In tam so ti dali nek denar, ne? In potem si šel nazaj z tem avtobusom v London, pa si čakal do večera tisti let nazaj. In zdaj sem hodil po tem Oxford Streetu, gor pa dol, s tistim denarjem, kaj bi kupil? Kaj bi jaz kupil? Kaj naj kupim? Svinčnik. Ne, kakšno knjigo sem potem kupil. Pa, kakšne barvice pa to. Ker to so moje igrače. Ostalo me ni zanimalo. Kaj češ zdaj? Oblek sem imel, tudi kakšno obleko bila fajn, tako, ne? Ampak nov avto, to pomeni nova registracija, pa novo to, pa to ono. Dela, ja. Lej, ne? In ti vidiš, da te stvari bi obremenjevale, ne? In da denar, ki si ga imel, je bilo pravzaprav breme, ne? Kaj zdaj ne s tem denarjem naredim, ne? Ne, mislim se, je grozno to slišati, ne? Ne, ampak mi smo tako uživamo v tem našem, da je ni stvari, ki bi jo lahko preplačal. Ja. To je mogoče po moje nekomu zunaj ali pa kar malo težko razumeti, ampak ker vsi dostakrat se tako s kakšnimi pogovarjamo, če bi pa jaz imel milijon ali pa 20 milijon že niti ni velik, ne moš reči že 5, 10, ne vem kaj, pa bi bilo pa vse drugače. Jaz rečem, če bi imel jaz 10, pa mogoče kakšna malenkost bi bila drugačna, prav dost pa ne. Veš kaj bi? Jaz bi, na primer, sam sfinansiral eno hišo. Točno to sem hotel reči. Ampak, bi mogel biti klient, ker sam pred praznim papirjem neko sanjsko hišo, za koga? Ja. Se pravi, ti moraš imeti izziv. Ti bi rekel, glej, jaz vam dam denar, ne, vam rešim vaš problem, ampak povejte, kaj je vaš problem, ne? Ja. Ker ti moraš imeti problem. Ti ne moreš zdaj kar neko hišo, da bi zdaj rekel, da mi narediš eno lepo hišo. Ja. Katera? To je proces. Točno to. Ne? Isto, jaz bi, ne vem, tam bi zdaj mogoče na Primorskem kakšno staro kamnito, pa tako nekaj za dušo, pa da bi to rihto, ampak ravno zdaj pred nama sem imela z Lenko Kavčičevo, pa sem povedal, Glen, pa nisem pripričala, je Glen to pravil, ali je tale Njaki Krničero, ki je iz Španije. Smo se enkrat v Dubrovniku srečali. Ampak res, ne vem, kjer od teh dveh, eden od teh. Ampak je rekel, poleg sem malo bolj slaven ratov, je prišel en Kitajc. Pa rekel, bi ti meni nekaj naredil. Rekel, normalno bi. No, in je dal, tole je moja posest, to tako nekaj bi rekel, Gorenjska. Zdaj mi pa ti nekaj naredi. Rekel, ampak kaj? Kar hočeš. Kar hočeš, ne, to ne. Rekel, jaz ne morem, mislim, jaz rabim neka tvoja izhodišča, neki presežek lahko pride. In to tudi doskrat naročnikom reče, se presežek ne pride od mene. Presežek pride od tega, kar vi meni poveste. Jaz pol mogoče, če mi uspe, lahko iz tega nekaj naredim. Ne moreš pa, da bi kar eno hišo zase že narediš, pa je lahko presežek, zdaj bi jih pa kar štepal. Ta občutek, da ti si moraš izboriti pozicijo. Jaz sem bil malo po diplomi, in sem imel tam soseda, Plavi Laguni, sem imel neko najeto garsonero, se te pa bil, predsednik sindikatov Jugoslavije. In tam smo se včasih na hodnik pojavili in potem je imel eno željo tam en vikend zgraditi Portorožu, če bi mogel tisti narisal, pa smo tisti malo narisal, pa so se pogovarjali in tako dalje. Potem pa je rekel, veste,
sem se pa peljal za popito iz Beograda, pa sem pohvalil, kakšen fajn vikend imam zdaj pa to, pa je rekel, da bi njega tudi to mogoče se zanimalo, pa če se jaz oglasim pri njemu. Pri popitu? Pri popitu. Okay. In sem šel tjale v CK, ne? To je zadaj za skupščino, ja. Rdeča preproga, popit, tako kot tiste, veš, tisti veliki diktator, ne, od Chaplina, ja. Miža, čist na konc po parketu do njega. Rekel, vi ste to, ja, to bi res nekaj, če se vam že ljubi. Mene tist, če se mi ljubi, tako prizadelo, malo se mi zdelo žaljivo, ne? Ja. Če se mi ljubi. Ja. Ne? Ja. Če že, ne vem. Da, potem je rekel, no, pridite drug teden, ne, bova pogledala in nisem prišel. Se mi zdelo prepocen, ali pa malo do stroke, ne? On bi rekel, imam tam eno nalogo, ali pa imam nek problem, ali ne vem kaj. Ampak zdaj pa tist, ne, če se meni že ljubi, za njega nekaj narediti. Nisem mogel, ne. In isto, ko sem za to nagrado Prešernovega sklada dobil za to Litijsko-Poljansko, pa tiste Fužine. In je bila pa županja gospa Kerševa, ne? Lužna. Ja. Tašna, še danes se mi zdi, da je tašen pozitivni človek, ne? No in potem je bila tam fešta, pa otvoritev vsega tega. Rekla, pridite na magistrat, se bomo kaj zmenili, ne? Meni se je zdelo prepocen. Da mi tja prišel, da smo nekaj zmenili. Ti imaš nalogo, ne? Rečemo, tiste Fužine sem cufal si, ne? Ja. Tudi grad potem, sem rekel, ruševina, sem jih prepričal, da je to treba obnoviti, pa ti iz Pompiduja noter dati, pa ono, pa tretje, pa četrto. Ti si zboril si nekaj. Ne zase naloge, Ja, ja. ampak ene probleme rešiti. Ne? Zboril si. Ne? Ja. In to, da boš pa ti nekam šel, da se bomo zmenili, se mi pa zdelo, ne? Pa danes mogoče bi drugače, ne? Bi rekel, glej, se ni misla tako, ne? Ni misla tako, ne? Ja, rekla, ne, jaz pa razumem to, da se ti tako malo, tudi ko vidiš, ti si prišel, zdaj pa, dobro, lahko mi ti narediš, lahko mi pa tudi do drugega. Ne. Mora se ti, nekdo se mora prav tebe želeti. Ne, pa ni bila to poanta. Mogoče ni bil v tem primeru, ni bila to jaz poanta. Pa vidim, da pri meni je to kar pomembno. Ona je dobro namerno, ampak se mi zdi, da je na preenostaven način pridobljena potem neka pozicija pa naloga. Da nekako jo moraš cufati, ne? Ja. Da ti jo moraš, ne? Vse danes bi drugače. Bi rekel, hvala Bogu, glej, bomo kaj naredili, pa ono, ne? A veš? Ker tudi potem, po tistih Fužinah, ja ne, vse tam je bila neka dobra izkušnja. Na mestni komunali sta bila dva inženirja, takrat, če rečemo mlada, naprimer, 40 let, ki sta prišla s tem, da bi to cesto malo uredili, da sem jaz delal tisti Fužinski most, ne, pa bi še to malo nadaljevali, pa ta. Ona dva sta vsak dan prišla, naj si nekaj noga še zmislim. Oni so silni. Že na koncu nisem vedel več kaj. In potem je bilo to treba narediti v 2 mesecih. Jaz spal nisem, nič. In potem sem shujšal totalno in so me poslali na ultrazvok, pa želodec, pa to. In tam je bil ultrazvok, ki je pokazal kvadratast, se pravi, tvorba na pankreasu. In jaz grem v bolnico, tam me žokajo, nekaj vse to. Sem bil 14 dni noter, vseh seč je bil lažen alarm, ne? Ja. Tam še se to tudi zgodi. Ampak medtem, ko sem jaz tam ležal, čist zelen pa to, so tele inženirji hodi
z papirji, da sem še dorisoval stvari, da so se zgražali tisti bolniki in to, pa je rekel zdravnik, pa, a veste, da ste vi lahko zdaj na smrtni postelji? Se ko ja, ampak en pa mora to končati, ne? Pa si ti predstavljaš to? Ja, no. Kakšen entuzijazm. Ja. Ker se mi zdelo tudi, kaj je zdaj? No, ja, to je, ampak se to je treba rešiti, ne? Ja. Še tisti detalj, pa ono, pa ta konc se še treba pa, ne? Ja. To se mi zdi, no, da bi pa prišel, pa bo rekel nekdo, veste, zdaj pa imamo pa te naloge za vas, ne? Danes bi mi bilo fajn, ne? Takrat, ko si mlad, je tako, kot ne moš doma ostati, ne? Jaz bi lahko v Mariboru ostal doma, pri Kocmu tu bi imel sjajno tam pozicijo, pri Komuna projektu, ne? Ja. Bi oče doma stanovanje, vse, ono, tretje, ne? Ti si mogel iti na svoje, iz nule, ne? Ja, tako se mi zdi, no. Ampak jaz mislim, da to je zdrav tudi razvoj, Ja, tako, da te nekaj je to uleče. prav, da je to prav, ne? Da ti moraš sam, ne? Ja. Se tudi otroci, ne? Se vidiš, eni so takšni zelo vodljivi, en pa skozi prav sam, ne? Že ko je star 2 leti, ti bi mu nekaj pomagal, on reče sam, ne? Ja. Ne? Ker on more, ne? On se uči, on mora imeti izkušnjo. Ampak se tako dejansko tudi najhitrejše nauči, dobro se gre udar, se to, ampak to je ideal, ne? In to je to, ne? To je ideal.